En sončen pozdrav iz Mladinskega centra Hrastnik vsem, ki nas gledate. Sem Klaudija in trenutno spremljate klepet s finalistkami Slovenske note 2020. Danes bo z mano kot tretja po vrsti Nuša Grm. Samo trenutek. Hvala. Nuša, se slišimo. Kako si? Ful dobro, pa ti? Jaz sem tudi super. Sploh zdaj, ko bo vikend in je petek, tako da ja. Ja. Si bila kje že na počitnicah mogoče? Ja, bila sem v hribih, pri svoji sestrični sem že bila. Ja, povsod. Pa na morje si že tudi kaj šla? Ne še. Ne še, boš pa. Po vsej verjetnosti. Super. Kaj drugače počneš rada poleg petja? Rada kotalkam, plešem, rada gledam filme, se družim s prijatelji, veliko stvari je. Kakšne filme pa rada gledaš? Imaš kak posebno vrst rada? V bistvu večinoma gledam filme z bolj, ko se te, fantastika. Aha, Ja. takoj. Ja. Imaš drugače kakšen hobi, tako poleg petja, ko te kaj veseli? Ja, no, nimam glih hobija, me pa veseli v bistvu kotalkanje, rada kotalkam, to me tudi veseli. Nuša, izhajaš iz glasbene družine, je res, da imate narodno-zabavni ansambel. Res je. Kako se pa imenujete? Imenujemo se Ansambel Zavriskej, ki delujemo pod okriljem Kud Gabrovka. Kdo ga pa vse sestavlja? Moja dva bratranca, ki sta brata, moja sestra in med sabo smo bratranci. Lušno. Kje pa vse nastopate? Nastopali smo že v Domu Tisje v Litiji, dom za ostarele, kot prostovoljci. Špilali smo že na velikih zabavah. Kot prostovoljci smo tudi špilali že v Izoli, ja, za invalide. Lepo, lepo. Torej te v bistvu glasba že spremlja čisto od malih nog. Ti to pomaga zdaj pri nastopanju tudi? Ja, mi pomaga bolje premagovati tremo. Sicer je še nisem čist premagala, ampak probavam. Malo treme je vedno super imeti. To pomeni, da ti pa ni vseeno za tisto stvar. Ja. V kakšnih pevskih vodah se pa potem vidiš vseeno nekoč v prihodnosti ali pa zdaj? V bolj narodno-zabavnih ali bolj, ne vem, pop? Bolj pop. Bolj pop. Sicer ne, da mi ne bi bilo všeč narodno-zabavna glasba, ampak mi sicer bolj leži pop. Nuša, sama si učenka petja pri Saši Lešnjek. Kakšna je kot učiteljica? Ona je res super učiteljica. Res, to sem si želela že od majhnega, da bi bila pri taki učiteljici, kot je ona. Je vztrajna, če mislim, da mi kaj ne gre, vztraja in verjame vame, da mi bo uspelo in mi tudi na koncu uspe. Je res prijazna, ona je čutljiva, sočutna je in vse zabavna, res zna ti pomagati. Res si lahko tako učiteljica. To je zelo pomembno, da te podpira. Ja, ful me podpira pri vsem. Kako pa potekajo potem tvoje vaje, če imaš na primer pevske vaje? Na začetku se ogrejeva z različnimi vajami, na primer za prepono vajami ali pa z dihalnimi vajami, če pojem, da mi ne zmanjka kisika. Ja, glavno potem izbereva tisto pesem, ki so jo jemale, jo zapojeva, me popravi, če kaj narobe naredim ali pa če na grdo pojem. Potem jo zapojeva še enkrat, kar je pač veliko boljš potem, ne? In ko končava s to pesmijo, se pomeniva v novi pesmi. Pa si te pesmi ponavadi sama zbereš ali ti jih predlaga? Večinoma si sama zberam, drugače mi jih pa tudi ona predlaga, če res nimam ideje. Letos smo imeli tudi preko Slovenske note že ogromno nekih srečanj, pa delavnic in nastopov, pa me zanima, kaj ti je ostalo najbolj v spominu do tedaj? Meni je najbolj ostalo v spominu razglednica. Taka lepa izkušnja, prvič sem jo delala in
res lepa izkušnja. In ostalo mi je tudi spomin od delavnice. Sem veliko novega zvedla, bolj sem spoznala prijateljice. Tako da. No, glede na to pa tudi, da se približuje počasi finalni večer, ki bo 5. septembra v Delavskem domu Hrastnik, me zanima, če si začela kaj pripravljati na to. Ja, se veliko pripravljam na to. Vadim besedilo. Vadiš tisto pesem, ki si jo zbrala. Ja. Katera pa je to? Nekoč nekje od skupine Tabu. Super, pa. Že te sledimo, da te slišimo. Dobili smo pa tudi nekaj vprašanju iz strani gledalcev. Naprimer, Tajo zanima, katero je tvoje najljubše sadje. Moje najljubše sadje je ameriška borovnica. Katarino pa zanima, če si imela kdaj tremo pred finalistkami. Ja, sem imela, ja. Valentina sprašuje, koliko si bila stara, ko si se začela učiti petja. Septembra sem začela se učiti petje. Če jo pa zanima, kdaj že pojem, od katerega leta pojem, pa že od 4. leta naprej. Od malih nog torej. Zanima tudi, kako se ti pa zdi ta izkušnja s slovensko noto? To je res ena lepa izkušnja, ki bi jo vsem tistim, ki si res močno želijo kje nastopati ali ki bi saj probali, kako to izgleda, bi jim priporočala, da se prijavijo na slovensko noto. Je res ena lepa izkušnja, ki si jo res vsak želi lahko. Ja, res neverjetna izkušnja je. Super. Zdaj pa te povabim, da gledalce nagovoriš, zakaj naj spremljajo in glasujejo zate na finalnem večeru. Najprej bi se zahvalila vsem tistim, ki me spremljate. Upam, da me boste spremljali še naprej. Hvala tudi moji Saši, ki me je spodbudila k tem, da sem se prijavila in ker me spodbuja, spremlja in tudi pomaga. Ljubčka Saša. Rada bi se zahvalila tudi svoji družini, ki me daje podporo, me spremlja, je skupaj z mano v slabem in dobrem. Rada bi vas pa povabila k tem, da me spremljate na finalnem večeru in glasujete zame. To bi bila res ena lepa izkušnja. Ja, ljubčka. Super, hvala za tvoj čas, Nuša, in srečno na finalnem večeru. Mi pa se vidimo naslednji ponedeljek na četrtem klepetu, ko bo z nami finalistka Iza Vibat, in do takrat pa en lep vikend. Čau, hvala. Čau.